spol pripisan ob rojstvu. To je nekaj, kar se nam pripiše prav vsem, in sicer gre za spol, ki je določen ponavadi zelo hitro v času po rojstvu otroka in ponavadi primarno na osnovi genitalij osebe. Ravno na osnovi spola pripisanega ob rojstvu se pa od vseh nas pričakuje tudi samoumevno sprejemanje spolne identitete, spolnega izraza, spolne vloge, ki temu pač družbeno pritiče, glede na to, v kateri kulturi smo, in hkrati se na osnovi spola pripisanega ob rojstvu v bistvu predvideva, da smo vse osebe cisspolne. Osnovni termin za področje transspolnosti je spolna identiteta. Ponovno je to nekaj, kar imamo vse in vsi, in gre za naše lastno osebno doživljanje našega spola. Osnova, na podlagi katere določa vsaka oseba svojo spolno identiteto, je samoidentifikacija in zmotno od marsikaterega prepričanja ni telo tisto, ki te vodi v razumevanje in doživljanje lastne spolne identitete, ampak je to samoidentifikacija in prav vsaka oseba ima pravico do nje. Samoidentifikacija je v bistvu tudi pravna kategorija, na osnovi katere se formira in pa tudi v marsikaterem primeru korigira napačno pripisan spol ob rojstvu za trans osebe. Spolni izraz, za razliko od spolne identitete, ki je notranja, je to vse, kar je zunanje. Ponovno je to nekaj, kar imamo vse in vsi, in sicer gre za načine, kako izražamo, lahko pa tudi subvertiramo spolno identiteto. Spolni izraz zajema torej način, kako se oblačimo, kakšno frizuro imamo, a uporabljamo ličila ali ne, a brijemo naše dele telesa ali ne. In v bistvu spolni izraz je ta prva osebna okoliščina, na osnovi katere mi pravzaprav nekako presodimo drugega človeka, ki ga spoznamo oziroma pa ne spoznamo, ampak samo vidimo in hkrati s tem tudi pač spolno zaznamujemo oziroma določimo tej osebi spol, ker to pa je tudi nekaj, kar nas je vse socializacija naučila, na žalost, in hkrati tudi nekaj, kar ogromno trans osebam, ravno zaradi tega, ker se jim napačno pripiše ta spol na podlagi videza, jim ustvarja stisko. Transspolnost je krovni termin, predstavlja res zelo raznoliko skupino oseb, pri katerih pa pri vseh nas prihaja do neujemanja spolne identitete s tistim spolom, ki nam je bil pripisan ob rojstvu. Torej, če parafraziram samega sebe, ob rojstvu je vsem transspolnim osebam bil pripisan spol, ki ga pa trans osebe ne čutimo kot sebi lastnega. Transspolnost ni vezana na genitalije oziroma neke druge telesne značilnosti osebe, temveč na lastno identiteto, torej na doživljanje samega sebe. Je pa seveda zelo povezan s telesom in je telo eden od ključnih medijev, preko katerega pač izražamo svoj spol. Je zelo pomembno, da imate v mislih, da trans osebe ne rabijo iti v medicinsko tranzicijo, torej v kakršnekoli postopke ali procese v sklopu zdravstvene obravnave, da so transspolne, da so legitimne kot transspolne in prave trans osebe.